Pogovor iz razstave. Naslov bi mogel biti težke debate. To mečejo v isti koš slikari pa skipari, pa ne vem, recimo, živ primer je tudi Marjetica Potrč, ne. Mislim, kaj ima to zvezo z umetnostjo? Mislim, jaz lahko še premišljujem leta in leta, pa ne bom prišel na čisto, če je to umetnost. Ampak to je nek druge baza tega. Ne, to je tak konceptualizem, ker v bistvu samo gre za prenos idej. Stvari ideje nikoli umetnost. Ideje redar stran od umetnosti. Dobro, to ni umetnost, to ni umetnost, to je delač od umetnosti. Svede. Ampak jaz mislim, da je dobro, tista osnovna definicija, pa je umetnost, ker dejansko 100% se na to ne da odgovoriti, ampak dobro, ne bi skozi eno dušo enega ustvarjalca pač odsikavala določene človeške probleme in družbene probleme in tako naprej. Ampak ne vem pa, kva ima tlele, recimo Marko Pelhan pa raziskava vesoljskih smeti, recimo zvezo z umetnostjo. Veda, to je treba, da kot paviljonci bi mogli to narediti, da napišemo odprto pismo. Rodej, začni. Predstavi se, čakaj, ne bo lepo po vrsti. Kot prva točka mora biti, da se vrnejo tele, olajšave, ne? Ja, točno tako. Kaj so olajšave? Te, ki so davčne olajšave za firme, ki... In tudi posameznike. Ja, posameznike, ja. A to je že bilo? In že bilo, pa so kratki čas, pa se pa ukinili. Ampak ne samo zaradi... Nakup umetniškega dela je ne bi bila davčna olajšava. Zakaj? Utemeljitev bi mogla biti pa ne samo zaradi preživetja umetnikov, ampak zaradi... Blaginje? Ne, pač da vzbuditev zanimanja nekako, razumemo, super, hvala. Spodbujati razmišljanje o etičnih vprašanjih in s tem v bistvu dvigati duhovno nivo v bistvu človeka, posameznikov in druge. To je osnovna naloga umetnosti, ki je bila že pred 400 leti. Zato je gibalo in gonilna sila človeške kulture, ker v bistvu skrbi za etiko. Kdo pa rabi sploh etiko? Bi tudi ide za okrasitev, čerat, idrijska čipka. To je dobra kombinacija z vojaško opremo, idrijska čipka. To paše na vsak ruzak. In slovenski bataljoni v Afganistanu bi mogli imeti to na ruzak. Vse Italijani so tudi neki svojim spirjem tam, veš, ko imajo te uniforme. Naši bi pa mogli imeti vratničok najmanj. Ja, take bile. Ja, to so pa slovenski. Slovenska vojska. Po moje je bilo tudi manj žrtev, ko se oni talibi ne bi upali streljati na take, razumeš. Sploh bi bil v narodnih nošah, ne? To še ne. Prvi kraj vidi. Ljudje si puši kakor monka. Ja, pa se misliš, da bi se dal zmeniti, da bi dobili... Kako je to narisano? Ko se to govori, recimo, v umetniški projekt, res to patrijo naredimo, pa se enkrat zapele čez Ljubljano, ki jo mi pač dekoriramo. Da vidijo ljudje pač, ne? In da je to pač sodelovanje umetnosti in vojske, to se pravi, dveh različnih polov. Ja. A to ne bi bila razstava euroskepticizma, recimo. Velika, pregledna razstava. Eurofanatizem. Eurofanatizma, no vidiš. To je boljš. No vidiš. Kaj vam ne morajo reči, da ste... Ne, vi v bistvu govorite, da ste toliko fanatični na Evropo, da v bistvu samo to sanjate. Ja, jaz ne bom tudi to podpisal. Ja, to je eurofanatizem. To je dobra tema. Ne, pa čakaj no. Eurofanatizem to je res tako,
Izziva. A je aktualno, no ti z umetnostno? Ja, no kaj, pa dajmo temo tihožitje, no. Dej en apel ministrici, Apel. gospe Širci. Naj kup čim več ploščic. Ja, lahko kup vse ploščice. Gre se za preživetje? Ja, drugače bo društvo v minusu ostane. Kakšne ploščice, ne povej? Umetniške Opiši. ploščice 30 različnih do zdaj, ne? Smo naredili sam pa 30 Primerne različnih za avtorskih ploščic. poslovno delijo. Prosim? Primerne za poslovno delijo. Ja, samo na protokolu so vzeli. V bistvu so odkrili svoje tržne niše. Jaz ko vidim prenesene umetnike. Odkrijo svojo tržno nišo, producirajo en in isti znak, simbol, motiv in pa v bistvu je to že v bistvu čist Blagovna znamka. enako Blagovna kot znamka, ime, ja. blagovna znamka. Ja. In to se super prodaja. Ja, oni so In pa ljudje popolni. pridejo v galerijo in sploh ne gledajo več vizualno. Njih vse doleti, na njih se vse odlaga. Se pravi, vse na delo. Zakaj bi jaz to, če ima ta oseba več sposobnosti? No, tukaj se mi zdi bistveno, pri sprejemanju odgovornosti se mi zdi bistveno, da bi mogli biti otroci že v umetnosti bolj. Zato, ker v bistvu umetnost je sprejemanje odgovornosti za odločitve, ki jih ti sprejemaš, ker se gre za samo v bistvu sprejemanje odločitev. Vsaka stvar, ki je umetnik naredi na umetnini, je ena odločitev, ki jo doseže, ker je njegova individualna, zato so pa v bistvu vse stvari različne, ker se gre za odločitve. In tukaj se gre tudi za sprejemanje odgovornosti. In ljudje v bistvu se, otroci, se naučijo za umetnostjo biti odgovorni. Jaz mislim, da dokler bo umetnost na takem nivoju, kakor je zdaj, sorry, mi zato, ki je, veš kaj meni moti? Nivo.